Stanovanja tik pod streho, torej mansarde, praviloma ne nudijo nekega presežka kvadratnih metrov. Tudi stanovanje, ki smo ga obiskali na robu Ljubljane, ni veliko, vendar so arhitekti s precej razmisleka in izvirnih rešitev dosegli temeljito preureditev. Stanovalci pa na omejenem prostoru pridobili več prostora in povsem drugo kvaliteto bivanja. Trojica mladih arhitektov se je torej lotila prenove za mlad par njihove starosti, ki sta si v nekdanjem najemniškem stanovanju, v drugem nadstropju zasebne hiše, želela urediti svoj prvi skupni dom. Tina, kdo je pravzaprav poiskal tle koga? Ste vi našli tole mansardo ali so vas naročniki poklicali? V bistvu so nas poklicali naročniki. Spoznali so nas preko skupnih prijateljev, nekaj časa so potem spremljali naše delo. Nekako smo se našli, energija je stekla, všeč so jim bili tudi naši pretekli projekti, tako da v bistvu je sodelovanje kar steklo. Alen, mi smo pravzaprav na vrhu ene take običajne dvonadstropne slovenske hiše, ki je nastala, kot smo rekli, v 70-ih. V njej je polno prostorov. In človek bi rekel, vse tle se pa ne da kakšnih čudežev delati. In vendar se mi zdi, da ta vajna mansarda je ena čisto ločena enota, lepša, sveža in drugačna, kot bi pričakoval. Tako je, v hiši so 3 stanovanja, 3 enote. Jaz sem odraščal v stanovanju, v katerem smo tukaj in sem živel tukaj do 15. leta. V pritličju so živeli stari starši, v sredini so živeli teta in stric, ter na vrhu jaz, moj brat, mami in oči. Kasneje smo se odselili, v samem stanovanju so bili podnajemniki. Imeli smo pa to srečo, da so nama starši odstopili stanovanje. Seveda sva ga mogla pa temeljito prenoviti zaradi vseh poškodb, ki so nastali v času podnajemnikov. Tako da v mojem primeru je še dodatna sentimentalna vrednost, saj se dejansko vračam na kraj zločina. Naročnika sta imela načeloma zelo jasno vizijo. Želela sta svetu topel dom, zračen in pa mogoče z nekim industrijskim pridihom. Kaj pomeni za industrijskim pridihom? To mi ni bilo čisto jasno. Ja, več črnih dodatkov, mogoče nekaj, kar bi lahko malo spominjali na nek interjer v nekem starejšem industrijskem objektu, ampak ker se zadeve vedno lotimo glede na obstoječ okvir, ne pa ustvariti nekaj takega je pač nesmiselno, zato smo to potem dosegli z uporabo določenih dodatkov, izbire opreme, pohištva in tako naprej. Zamisel za opremo v industrijskem slogu sta imela lastnika. Imela sva par zahtev. Prvo je bila definitivno, da bi opremila stanovanje v industrijskem slogu. Zelo rada imava les, rdečo pečnato steno za nami in ena izmed zahtev je bila tudi velik kavč. Ste morali kaj dosti rušiti, oziroma sploh ste lahko kaj rušili? Ja, v bistvu na željo naročnikov nismo želeli preveč rušiti. Porušali smo samo ta majhen prehod iz kuhinje, zato da smo vizualno bolj odprli prostor, prepustili nekaj svetlobe na hodnik, da je tudi komunikacija v prostoru boljša in prostor morda malo bolj zadiha. Kako veliko je tole stanovanje? Koliko prostorov ima, recimo, če ločiva posamezne prostore? Stanovanje je veliko 55 kvadratnih metrov. Sestavljeno je iz osrednjega bivalnega prostora, v katerem se zdaj nahajamo, potem pa najdemo še spalnico, otroško sobo, kopalnico in pa shrambo. Stanovanje na vrhu hiše je navadno omejeno s poševninami, ki so posledica strešnega naklona. Strop je lahko nizek ali visok. Stropovi so nekoliko nizki, vendar na željo naročnikov stropa nismo dvigali, smo ga pa v celoti obnovili, ker smo že v prvem obisku opazili neke fleke, ki so spominjali na to, da bi lahko bile težave z vlago. In res, ko smo odprli strop, smo naleteli na precej težav, tako da smo celoten strop izvedli na novo. V stanovanju zdaj prevladuje kombinacija črne in bele z dodatkom naravne barve lesa. Ena od izjem pa je rdeči opečnati zid, ki ločuje dnevni prostor od vhodnega dela. To je v bistvu naša domislica. Zdaj, želeli smo malo nekega rustikalnega občutka not vzpostaviti, tako da smo našli opeko nekega starejšega objekta, jo razrezali, očistili in v bistvu oblekli. Črna in bela barva poživita tla v kopalnici.
Pojavljate se tudi na dodatkih, kot je posteljno pregrinjalo. V bistvu vsi dodatki so potem prišli naknadno iz samega oblikovanja interjerja. In ja, pri kopalnici smo se odločili za mogoče nekoliko bolj kontrastno, kot smo jo ponavadi navajeni, črno-bele kombinacije z dodatkom lesa. Potem pa je bilo to neko vodilo, ki smo ga pač peljali še do konca pri opremi interjerja. Ja, meni je črna zelo ljuba. In če bi imela evro za vsakič, ko me je nekdo vprašal, koliko bo to praha, to boš toliko čistila, pač, a si pripravljena na ta podvig? Ja, pač za vsak element, ki smo se odločili za njega, smo pripravljeni na vse posledice, ki ga prinese zraven in ne bi menjala zaenkratno. Zanimivo je, da so leseni deli opreme izdelani iz lesa, s katerim je solastnica povezana na poseben način. So se pa me seveda vmešali tudi moji starši, oče s svojim lesom, ki ga je zelo dolgo čuval za posebno priložnost. Malček je za sestro, malček je za mene in mi smo ga preuredili v to mizico, ki zdaj spominja na Belo krajino, na moje starše. Ni sodobne kuhinje, ki ne bi imela tudi tako imenovanega otoka, ki ima vselej različne funkcije. Tako je tudi pri Alenu in Tjaši. Moral je biti, zaradi tega, ker je kuhinjske površine razmeroma malo, smo potem se odločili še za kuhinjski otok, ki v bistvu služi kot zajtrkovalni pult, kot shranjevalna površina in dodatna pripravljalna površina. Ker pa sta naročnika precej družabni biti, bi lahko rekli, smo ga postavili na koleščka, zato da v primeru večjega števila gostov ga lahko preprosto porinemo ob stran in povečamo jedilni prostor. Super. Iz dotrajane mansarde je tako nastalo prostorno, lično domovanje po meri stanovalcev.